tukaj vidim zelo pomembno vlogo intelektualk, intelektualke, ženske intelektualke, ki jih je vedno več, bi morale prispevati tudi k temu širšemu razumevanju. Je pa tudi veliko ali pa nekaj žensk, seveda verjetno manj kot moških, ki imajo veliko družbene moči in tu se vedno znova potem vzpostavlja neko politično moč, oblast, ne vem, Margaret Thatcher ali pa zdaj Angela Merkel, in zanimivo je, da so to dostikrat ženske, ki pripadajo nekako konzervativnejši desni strani. Zlasti grozljiv je primer Madeleine Albright, ko jo je ena ameriška novinarka vprašala o 500 milijona mrtvih otrok v Iraku, ki so umrli zaradi sankcij, uvedenih že v 90-ih letih, in jo je vprašala, a je bila ta žrtev vredna 500 milijona otrok. Je Madeleine Albright brez vsakega premisleka rekla, da vredno je bilo. Kar se tiče primernosti vodstvenih položajev za moške in ženske, bi seveda moralo biti vodilo strokovnost, in jaz tudi verjamem, da je. Je pa dostikrat tako, da se pripadniki marginalnih skupin morajo mogoče še malo bolj potruditi in namen je pač, da ne bi bilo treba vlagati tega dodatnega truda, da bi bila res pomembna samo strokovnost. Jaz bi tukaj Sloveniji nekako svetoval, da se zgleduje po Skandinaviji. Mislim, da obstaja celo v slovenščino prevedena ena super knjiga, kjer mislim, da so iz Norveške pa iz Švedske razlagajo, kaj je moški, kadar živi enakost, ker je pač tam enakost najbolj razvita in najbolj ponotranjena, ni je treba več nenehno pač artikulirati. Zdi se mi velik problem, da prihaja do neke vrste revivala, renesanse, pogospodinjenja žensk, ki se pač zakriva v bistvu neko zelo nevarno retoriko svobodne izbire. Konkreten primer tega je bil ta Feminite festival, ki je povzročil precej razburjenja in tudi kritik strani civilne družbe in bil tudi posledično odpovedan. Imate celo serijo medijsko podprtih žensk, ki govorijo o tem, kako je feminizem slab, kako je to nekaj, kako ženska, ki je feministka, ni ženstvena in tako naprej. Ves čas imamo to. Seveda stvari se spreminjajo, dramatično se spreminjajo, ženske igrajo vedno bolj vidno vlogo in v političnem in na vseh drugih področjih, v kulturi, kjerkoli.